in gospodje, cenjeni slovenski demokrati in demokratke, simpatizeri stranke, poslanke, poslanci, predsedniki občinskih odborov in dragi prijatelji. Dobrodošli na regijskem srečanju občinskih odborov Podravske regije SDS in zaključku 18-letnih športnih iger SDS, ki so potekale danes v dopoldanskem času. Veseli nas, da ste se odzvali v tako velikem številu, prepričani pa smo, da bomo skupaj preživeli nepozabno soboto, se veliko družili, pogovarjali, peli, se fotografirali in še marsikaj. V čast mi je, ker je med nami nekdo, brez katerega vsega tega ne bi bilo. To je človek, prijatelj, borec, ki mu resnično ni vseeno za nas in za Slovenijo. Pozdravimo našega predsednika stranke SDS, Janeza Janšo. Z nami pa so danes tudi dr. Milan Zver, podpredsednik SDS in poslanec Evropskega parlamenta. Predsednika seniorjev in slovenske demokratske mladine, magister Zvonko Zinrajh in Žan Mahnič. Člani izvršilnega odbora SDS in poslanci SDS. Predsednik Podravske regijske koordinacije in državni svetnik Rudi Matjašič. Ter predsedniki občinskih odborov SDS iz Podravske regije. Drage dame in gospodje, čas je, da besedo predamo glasbi. Ljudski godci so nepogrešljivi, saj zastopajo našo kulturo oziroma folkloro vsakega kraja. Nastopi godcev so bili vedno povezani tudi s petjem, plesom in zabavo. Slovensko glasbeno izročilo ohranjeno do današnjih dni, posebnost večglasnega in tudi sprotno glasbenega ustvarjanja, improvizacijo. Nobeno pomembno obdobje, noben pomemben dogodek življenjskega in koledarskega kroga ni šel mimo brez prisotnosti godcev, glasbe in plesa. In tudi danes je tako. Na odru pozdravljamo ljudske godce iz Marije Snešne. Lep pozdrav tudi v našem imenu, veselo pozdravim vsake večje število v zasedbi oziroma v stranki SDS-a, pa bomo zagrali tudi lepa naša domovina. Lepa naša
Hvala lepa. Spoštovani predsednik Janez Janša, kolegice, kolegi, vsi, ki ste se danes tukaj zbrali in v srcu dobro mislite. V imenu Podravske regijske koordinacije vas lepo pozdravljam. Danes nas gosti občinski odbor SDS Duplek in dovolite mi, da se v našem imenu tudi zahvalim.
Tukaj smo se zbrali z namenom, da se družimo, da nam bo lepo, ter da drug drugemu dokažemo, da je vredno vztrajati in se boriti za naš boljši jutri. Dovolite mi, da najprej čestitam našemu staremu in seveda novo izvoljenemu predsedniku, gospodu Janezu Janši. Prav tako izrekam iskrene čestitke novo izvoljenim članom izvršilnega odbora SDS. Želim vam uspešno in produktivno delo. Ne pozabite pa, koga zastopate, ter za koga in zakaj se borite. Čestitke. Dejstvo je, čeprav tega ne razumem, da živimo v najlepši deželi, ki pa je žal omejena sama s seboj. Tu živijo najlepše ženske, vendar nataliteta upada, žal. Tu vsi igrajo na harmoniko, nogomet, košarko, smučarji dosegajo svetovne športne dosežke in še bi lahko našteval. In tega ne znamo dovolj ceniti in izkoristiti. Tu nihče ni zadovoljen in nihče se ne upira feudalnemu izkoriščenju, razen seveda naše stranke. Tu imamo brezplačno zdravstvo, zdravljenje pa žal moramo plačati. Tu imamo svobodne novinarje, ki svobodno pišejo in poročajo po ukazih svojih šefov, katerimi objave narekujejo skorumpirani politiki in zakulisni veljaki, odvisno pač od njihovih potreb. Tu so javna naročila skrivnost, državne skrivnosti pa so javne. Tu večinoma prazni vlaki še vedno vozijo najpočasneje v Evropi, brez upoštevanja voznega reda. Tu želijo neki, bi lahko rekli, kvartopirci, ki se igrajo in mešetarijo z našim denarjem, graditi drugi tir, kateri bi nas stal občutno preveč, ampak to jim ne bomo dovolili. Zaradi tega apeliram na vas in naša naloga je, da na referendum pripeljemo čim več ljudi in glasujemo proti. Čas je, da naredimo vse in odločno nasprotujemo dvojni ceni za enojni tir. Dovolj nam je, ker tu mi živimo. Mar bomo dopustili, da izgine vse, kar je naše? Odgovor je ne. Tega ne bomo več dopuščali. Poglejte, kako malo nas je in kako v lepi deželi živimo in to ne znamo ohraniti. To ne smemo dopustiti in naj stane, kar hoče. To je naša Slovenija in to smo mi. Danes je žal razlogov za optimizem vedno manj. Gospodarska kriza je marsikomu obrnila življenje na glavo. Kako naprej? Odgovor je preprost. Potrebujemo vas, ljudi, ki živijo za Slovenijo, imajo srce in odgovornost, ki imajo znanje in izkušnje in ki so pripravljeni delati za skupno dobro vseh nas. Skupaj hočemo, zmoremo in znamo. To smo že dokazali z minulim delom. Spoštovane članice, člani, prijateljice, prijatelji in simpatizerji Slovenske demokratske stranke. Krepimo se prav zaradi vas. Imamo skupne cilje in zato tudi obstajamo in bomo ostali. Če bomo tako nadaljevali in vztrajali doseči cilje, ki smo si jih zastavili, nas nihče ne more zlomiti. Imamo skupno vero. Prizadevamo si za boljši in pravičnejši jutri, prizadevamo si za našo Slovenijo in vsi si želimo, da bi ponosno živeli v pravični državi, na katero bomo ponosni. Velikokrat se sprašujem, zakaj je potrebno toliko energije, truda, prepričevanja in še bi lahko našteval, da bi odprli oči tistim, ki nam delajo slabo. Ne vem, ali ti ljudje ne razmišljajo, da je to začetek konca in slabo za naše potomce. V Slovenski demokratski stranki upoštevamo in nadgrajujemo vse, kar je v idejah družbenega razvoja pozitivno. V središče svojega programa postavljamo naslednje vrednote, kot je svoboda, človekovo dostojanstvo, pravičnost, solidarnost in dobroljubnost ter pozitiven odnos do okolja.
Vse te vrednote se lahko uveljavijo v pogojih demokracije. O vrednotah je potrebno ne le govoriti, temveč v skladu z njimi živeti in jih tudi uveljavljati. Zavedati se moramo, da bomo še naprej tarča napadov ljudi, ki jim je vseeno za Slovenijo, za vse nas, za naše otroke in ki mislijo samo nase. Velikokrat še bomo morali dokazati, da znamo voditi, se pogajati, da nismo izključevalni in da smo v evropskem merilu lahko uspešni. Odgovor je, kolikokrat bo potrebno. To pot bomo nadaljevali in na njo povabili vse, ki so pomembne prave stvari. Pomembno je verjeti v ljudi in jim prisluhniti. Verite, da brez sloge in zaupanja ni rezultatov. Le pravi dialog, skupno delo in seveda vzajemna pomoč bodo rodili sadove, ki si jih vsi želimo. Namene je seveda treba dokazovati in dokazati, kar pa ni vse lahko, a skupaj nam bo uspelo. Mislim, da je zelo pomembno aktivno povezovanje vseh odborov, usklajeno delo z interesnimi dejavnostmi in izdelati enotne projekte vseh odborov. A najprej moramo verjeti vase, v naše ljudi, v predsednika, našo državo, našo stranko in seveda v njen program. Tako bomo lažje prepričali člane, simpatizere in ljudi, ki je enako bistvo. Kljub vsem oviram bo Slovenska demokratska stranka aktivna še naprej. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da bo škoda za ljudi in domovino čim manjša. Vse naše sanje se lahko uresničijo, če le imamo pogum, da gremo za njime. Rad imam Štajersko, rad imam te ljudi in našo kulturo, rad imam Slovenijo. Verjamem in vem in skupaj bomo zmogli. Hvala, ker ste me poslušali in razumeli. Zdaj pa bomo sklicali. Najlepša hvala gospodu Rudiju Matjašiču za ta govor. Jaz pa imam za vas, drage dame in gospodje, eno vprašanje. Tisti, ki Rudija poznate že vsaj toliko časa kot jaz, veste, da igra harmoniko. Zelo rad. In eno vprašanje, sicer je dolgo že ni igral, ampak ali ga izzovemo, da zaigra harmoniko samo za nas? Rudi, si pripravljen? Če že moraš, potem pa boš. Hvala lepa.
Rudi, ta aplavz je tvoj. Ja, tako da je to je Rudi Matjašič, naš stari glasbeni prijatelj, od malih nožih svi špilamo in to je to. Tako da je vera družba, tam sem videl dva plesalca, en komad je rekel Rudi, pa še bo, ekstra za vas. Rudi, katera bo? Ajde, gremo! So zaposil, jer sem bil mladosti, život ljudskosti. Umri bom ostal, spet kralce pa snikal, doble kot z ljubico. So sabo sin, jer sem bil mladosti, Govori bom ostal, kralce pa snikal, doble kot z ljubico. Tako Rudi, tudi tvoj aplavz, bravo. Čas je, da nadaljujemo, kar se govorov tiče, in sicer naslednjega na oder vabim predsednika občinskega odbora SDS Duplek in današnjega gostitelja regijskega srečanja občinskih odborov SDS, gospod Iztok Kamenski, beseda je vaša. Hvala prijateljem SDS-a, da ste prišli tako velikem številu tukaj sem v občino Duplek. Hvala gospodu evropskemu poslancu in hvala gospodu Janši, da se je vzel čas. Z ženo sem ravno iščel, ko sem bil na kavi v bifeju in pravijo tam občani, ne, pa Janša ne bo prišel v našo občino in je tukaj prišel v Duplek, v občino Duplek. Članov organiziralo te letne športne igre. Upam, da bo danes, ko se pogovarjamo, da bomo iz vodilne stranke postali tudi naslednjo leto vladajoča stranka. Hvala vam, da ste tukaj z nami danes in da nam širite glas SDS-a v naši občini Duplek. Pozdravljeni. Tako najlepša hvala za te besede, čas pa je ponovno, da gremo od besed k glasbi. In sicer z nami sta podpredsednik občinskega odbora SDS Kungota, izvrsten glasbenik in tudi tisti, ki je danes poskrbel za vse mesne dobrote domače pridelave, gospod Jože Krajnc, lep pozdrav. No.
Pozdravljam se. Tako vi nam boste odigrali na harmoniko, venček narodno-zabavnih viš pa bo dopolnila učiteljica, izvrstna pevka, za sabo ima več kot 30 let glasbene kariere v različnih ansamblih, solo nastope pa še žena. Lep pozdrav tudi vam, gospa Milenka, in evo izvolita venček narodno-zabavnih viš. Don't
veselju nas najče živi. Traj la 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 la, traj la 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 la, v nočem veselju nas najče živi. Najlepša hvala, Jože in Milinka sta bila tu, kasneje se nam bosta na odru še pridružila. Drugače pa na 11. kongresu naše stranke v Mariboru je bila premierno predstavljena pesem Prebudi se Slovenija, ki jo je zapela naša članica, predsednica regijske koordinacije SDS Posavje magistra Martina Prvejšek. V pesmi se je pridružil tudi naš predsednik Janez Janša in pokazal, da ima kot odličen politik in državnik tudi občutek in talent za dobro glasbo. Pesem je polna upanja, optimizma in moči, navdajena z žarom za slovenski narod in domovino. Po odzivih sodeč se je pesem dotaknila src vseh Slovencev. Naj se dotakne tudi vašega srca. Veseli smo, da je danes z nami magistra Martina Prvejšek. Skupaj prebudimo Slovenijo. Tišini gora, zlata pomlad, zori globini morja, nov val se budi, zelen planjav, slovenski pozdrav, mosti alej, obstati naprej. Prebudi se, Slovenija, prebudi se, čas je živ, zdaj naša volja moč, obuk te dvigajo vse do neba. Slovenija, prebudi se, Islam, zdaj tvoja otrok še nosi luč, zmage luč in upanja. Prebudi se, Slovenija, prebudi se, čas je živ, prebudi se, Slovenija, prebudi se, prebudi se. Prebudi se, Slovenija, prebudi se, čas je živ. Prebudi se, Slovenija, prebudi se, Slovenija. Prebudi se, Slovenija, prebudi se, čas je živ. Zdaj naša volja moč, obuk dvigajo te do neba. Prebudi se, gospe Martini Prvejšek. Duša slovenskega naroda pa je že od nekdaj vezana na prostor, na katerem živimo Slovenci. To je bila vedno naša domovina, to je dediščina naših prednikov, tu živi slovenska kultura, slovenski jezik, tu je dom slovenske družine. V
V Slovenski demokratski stranki se močno zavedamo pomena teh vrednot in si vseh teh letih od nastanka naše države močno prizadevamo za dobrobit slovenskega naroda in slovenske države. Spoštovane gospe in gospodje, na oder vabim naš ponos, človeka, v katerega verjamemo, in dušo slovenskega naroda. K besedi vljudno vabim predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janšo. Zdaj ne vem, če bom konkurenca Martini, tako da... Rajši kot s pesmijo bom skušal konkurirati z nekaj stavki. Če bom predolg, me kar opozorite, ker je vroč dan. Nekateri ste tekmovali na naših, zdaj mislim, da že 18 športnih igrah. Hvala vsem za udeležbo, za pogumen boj v tej vročini. Verjamem, da nikomor ni žal, da je prišel ne glede na rezultat. Smo pa danes zbrani tudi na našem regijskem srečanju naše podravske regije. In hvala kolegicam in kolegom iz občinskega odbora Duplek in iz vodstva regijske koordinacije za organizacijo tega srečanja. Zdaj v Dupleku imamo nov svež odbor, to je bil kar velik zalogaj zanje, ker je veliko za postoriti. Hvala za ves trud, ki ste ga vložili. Zdaj vidite, da se da. Malo je bilo skepse na začetku, ampak zdaj vidite, da se da. Hvala lepa. Zdaj od bolj resnih stvari mogoče samo 3, kjer so najbolj aktualne. Prvič zbiramo podpise za referendum za drugi tir. Mogoče se komu zdi to malo preveč oddaljena, pa preveč zakomplicirana tema, govori se o stotinah milijonov, pa o milijardah. Pa mogoče kdo misli, saj to ni zame, o tem bodo že drugi odločili, tako kot je prav, jaz se na to ne spoznam. Glejte, če bomo Slovenci za 27 km proge dali milijardo, pa 300 milijonov, potem bodo vaše plače in pokojnine občutno nižje. Ne bo denarja za krpanje cest po občinah in še za marsikaj bo zmanjkalo. Slovenija nima nafte in naftnih vrelcev in zlatih rudnikov ali pa diamantnih rudnikov, da bi si to lahko privoščila. 2 dni nazaj je svetovno časopise pisalo o tem, da so Kenijci z Kitajsko pomočjo zgradili več kot 900 km proge za 3 milijarde evrov. Pri nas ne bi pa 27 km proge stalo milijardo 300 do milijardo 600 evrov. Dobesedno bi bili to zlati tiri. Gradijo proge na težkih terenih v švicarskih Alpah, francoskih Alpah, Avstrijci gradijo od Gradca do Celovca. Noben kilometr proge ne košta toliko. Samo pri nas nekateri mislijo, da bomo Slovenci vse požrli, vse plačali in da je lahko na vsako takšno, na rekovajih, nacionalno investicijo pribite, kolikor se pač komu zdi. Torej, govorimo o tem in z tem referendumom želimo preprečiti to, da se s takimi neumnostmi ne bi preveč posegalo v osnovno kvaliteto našega, vašega življenja. Mi potrebujemo moderne železnice, potrebujemo 2 tira do Kopra, absolutno, ampak za normalno ceno. Če bo ta zakon šel skozi, če slučajno ne bi zbrali podpisov ali če ne bi dobili zadostne udeležbe na referendumu, potem se bo investicija itak nekje zataknila, ker je pač enostavno prevelika. Prevelika in imamo tudi predsednika vlade, ki ne zna niti izračunati, koliko bo to stalo. Govori druge številke, kot jih je vlada predstavila v predlogu tega zakona. In tukaj se velja potruditi. Glejte, če ste podpisali za ta referendum, ne boste podpisali za
stranko ne boste podpisali za tiste, ki zbirajo tam na stojnicah, zase boste podpisali. Za vašo blaginjo gre, za vaše žepe, za vaše pokojnine in za vaše plače in za delovna mesta. In tukaj bi se veljalo bolj potruditi. No, imamo v teh tednih, ko se podpisi zbirajo, sjajne uspehe. Ena naša članica v Ljubljani, ki je stara čez 70 let, je v enem dnevu zbrala 300 overjenih podpisov pred upravno enoto. Moram reči, da polovico odborov v tej regiji ni zbralo toliko podpisov v 2 tednih. Tako da, dajmo malo plumiti v roke in to narediti. Za nas gre, ne gre za nič drugega. Ne bo teh tirov plačal Miro Cerar, mi jih bomo plačali, vi jih boste plačali. Tako ali drugače. To je ena stvar. Druga stvar, ki je aktualna v teh krajih, je ta investicija v Hočah za Magno. Zdaj, če gledate televizijo ali bog ne daj berete časopise slovenske, poteka velika polemika, ali se to splača, nam se ne splača, bomo dali preveč kmetijske zemlje za takšno tovarno in veliko ljudi je zmedenih. Zdaj, tukaj treba na začetku reči, da je vlada močno zavajala, ko je šla s tem projektom v državni zbor. Takrat, ko smo sprejemali ta zakon in tudi velik del naše poslanske skupine je ta zakon podprl, čeprav smo v opoziciji, je vlada govorila, da je to edina možna lokacija, da ni druge, da ni nadomestnih lokacij in da gre za 3 do 4 tisoč delovnih mest. Za 3 do 4 tisoč delovnih mest je vredno žrtvovati tudi kakšen hektar kmetijske zemlje. To vsi vemo, gre za vprašanje sorazmernosti. Ampak zdaj, ko je bil zakon sprejet, se je izkazalo, da ne gre za 3 do 4 tisoč delovnih mest, ampak gre za 300 delovnih mest, da gre za lakirnico, ki niso mogli postaviti v Gradcu, ker je mestni svet mesta Gradec ni dal dovoljenja zaradi okoljevarstvenih razlogov. In izvedeli smo, da je občina Kidričevo ponudilo vladi idealno zemljišče za to tovarno, zraven tovarne Talum, kjer je 220 hektarov industrijskega zemljišča v državni lasti, grmovje, raste in borovci, se pravi ni kmetijsko zemljišče. Zraven je pa vsa potrebna infrastruktura, od elektrike do kanalizacije, prometna infrastruktura in tako naprej. To, da se skuša iti tukaj zdaj na kmetijsko zemljišče v Hočah, je zgolj interes nekoga v ozadju, ker bo pač s tem zaslužil. Je nadomestna lokacija in je bila pravočasno ponudena. Prejšnjo soboto smo imeli podobno srečanje v Lovrencu na Dravskem polju, pravzaprav tik zraven te lokacije, ki so jo ponudili. Bil je tam župan Kidričeva, ki je to natančno razložil, dejal je, od ministrstva za kmetijstvo nismo dobili niti odgovora, ko smo to lokacijo ponudili. Potem so to skušali narediti javno. Bil je velik interes novinarjev, ko je bila sklicana predstavitev, naslednji dan pa ni bilo nobenega na tiskovno konferenci. Zaprav, nekdo je posebej vmes in so se stvari pelale tako, kot so se pelale. Toliko o tem. Na vsakem koraku pravzaprav srečujemo stvari, kjer so namesto nekih normalnih prizadevanj za dobrobit vseh, za kar vsaka vlada in vsi ministri vedno prisežejo, neki mutni interesi v ozadju, ker se skušajo predvsem zaslužiti ali pa da pač določene posle svojemu planu. Tukaj je treba na to stvar gledati z vidika sorazmernosti in tudi z vidika neke racionalnosti. Za tovarno, kot so jo obljubljali, za 3 do 4 tisoč delovnih mest, kjer bo zaposlenih nekaj 100 razvojnih inženirjev, poleg vsega ostalega. Glejte, vsaka občina, vsaka država nekaj žrtvuje. Tukaj pa gre za 10%
tega in gre za vladno pomoč temu projektu v višini 58 000 evrov za delovno mesto. Zagotovo imate tukaj v Dupleku pa v Maribora vrsto podjetnikov, ki bi tudi ustvarili eno delovno mesto za 58 000 evrov. Absolutno. In to ne za lakirnico, ampak za kako dejavnost, ker je večja dodana vrednost. No in tretja stvar, o kateri je treba zagotovo reči nekaj stavkov na temi na vseh prihodnjih naših srečanjih, je to, kar je padlo iz, je ta okostnjak, ki je padal iz omare v zadnjih dneh. Pristojna delovna telesa v državnem zboru so prišla do neizpodbitnih dokazov za to, da je največja slovenska banka v državni lasti leta 2009 in 2010 za Iran omogočila pranje denarja v višini milijarde dolarjev, financiranje iranske vohunske mreže in teroristične mreže po svetu in tudi nabavo orožja oziroma vojaške opreme, tudi opreme za izdelavo jedrskega orožja v času, ko je bil Iran pod mednarodnim embargom. Čez Novo Ljubljansko banko je šlo milijardo dolarjev, ki so se potem razpršili na tisoče majhnih računov, preko katerih je pač Iran plačeval to, o čemer sem prej govoril. Vsi pristojni organi so bili obveščeni, 400, kot smo včeraj brali, več kot 400 tujih bank in finančnih institucij je zavračalo te transakcije in protestiralo. Kljub temu se je stvar nadaljevala 2 leti. Nobene ovadbe ni bilo, nihče ni bil kaznovan, nobene obtožnice, nobenega procesa. Gre pa za promet na tem transakcijskem računu, ki je višji od prometa tovarne Krka. Če greste danes odprt transakcijski račun ene od slovenskih bank, boste morali izpolniti 1000 formularjev, podpisati, da niste predsednik države, kar je najbolj očitno, ampak kljub temu to terja od vas politično izpostavljena oseba in tako dalje. Traja to cel postopek za slovenske državljane. Tukaj je šlo pa za podpiranje mednarodnega terorizma, za škandal mednarodnih razsežnosti. Ni takšnega posamičnega primera odkritega, so bili tudi v drugih državah, ko je šlo za kršenje embarga, ampak nikjer tako velik primer vsaj doslej ni bilo znano. Se je pa to dogajalo mimo vseh pravil. In uprava banke je Irance še oprostila plačila provizij na prilive. Se pravi, so jim dali še popust. Zdaj, iz drugih primerov po svetu je jasno, da tisti, ki omogoči takšno kriminalno dejavnost, zasluži tam 20, 30, tudi 40%. Se pravi, nekdo je tukaj v bistvu ukradel slovensko državo za kriminal velikega mednarodnega obsega, za kriminal, ki neposredno ogroža tudi našo varnost, ne samo tisto na Bližnjem vzhodu. Ob tem zaslužil nekaj 100 milijonov dolarjev in vse je bilo pometeno pod preprogo. Zdaj, obstaja tako imenovani strokoven termin za takšno situacijo in reče se mu ukradena država. V Sloveniji imamo ukradeno državo. Jaz si osebno ne verjamem, da je tista vlada, ki je bila takrat, ki je bila Pahorjeva vlada, da je
vedela, kaj se dogaja. Mogoče nekateri posamezniki, oziroma nekateri posamezniki so morali, ker drugače se to ne bi moglo dogajati, ker je šlo za prevelik nemir tudi v mednarodnem prostoru zaradi tega. Kar seveda pomeni, da je nekdo v Sloveniji, ki nadzoruje banke, tožilstvo, policijo, urad za preprečevanje pranja denarja, Banko Slovenije, vse, kar je pač potrebno. In seveda tudi obveščanje vas javnosti. Ker do pred nekaj dnevi se za ta škandal sploh ni vedelo. Ni se vedelo. Ni se vedelo. Pa se je s tem ukvarjalo takrat v letih 2009 in 2010 na desetine ljudi, na stotine ljudi. Ampak samo tisti, ki so pač posvečeni in nič ni prišlo do javnosti. In kot rečeno, milijardo dolarjev težak kriminal, vsaj 3 sklopi kaznivih dejanj, rekel, ne samo sumi, ampak neposredno dejstvo, kršenje mednarodnih konvencij, tako mednarodnega embarga OZN, kot tudi Evropskega sveta, oziroma Sveta Evropske unije, neposredno. Iranska banka, s katero so prihajala ta nakazila na Ljubljansko banko, je bila na seznamu, eksplicitno na seznamu, to je bila Iranska državna izvozna banka, je bila eksplicitno na seznamu, s katero se ne sme poslovati. In nič se ni zgodilo. Nič se ni zgodilo. In tudi pogledajte, ko je predsednik komisije za nadzor nad tajnimi službami po seji komisije, kjer so bile te stvari pač 100% potrjene, nekaj o tem, koliko je pač možno glede na stopnjo zaupnosti teh podatkov, povedal slovenski javnosti. To ni bila prva novica, ne? To je bila prva novica, na Pop TV recimo. Je pa ta televizija nekaj dni pred tem 10 minut poročala o preiskavi pri županu Lendave zaradi suma kriminala za 76.000 evrov. 100 policistov je delalo neke hišne preiskave in tako naprej. To je bila osrednja novica, vse kamere so bile zraven, tukaj je pa za milijardo in pač tako malo. Nekaj so poročali o sklepih vlade pri privatizaciji Nove Ljubljanske banke in potem so še malo to dodali. Velikanska zadrega je danes pri tako imenovanih srednjih slovenskih medijih, kako se tega lotiti, ni še formule, kako to zaspinati okoli, da ne vem, se bo to prikazalo kot ne vem kaj. Je pa to škandal mednarodnih razsežnosti in se to ne bo dalo kar pomest pod preprogo. Ne govorim tega danes zaradi tega konkretnega primera, govorim vam to zaradi tega, ker, če so to lahko počeli, lahko počnejo vse. Se je to počelo kljub grožnji mednarodnih sankcij, kljub vsem tem mednarodnim uzancam, če je to počela največja državna banka, potem je res lahko vse počnejo. Zdaj tudi bolj jasno, zakaj je bil taka ihta, zakaj je prihajalo do take zlorabe državnih institucij, ko so rušili naše vlade. Vam bom povedal en datum, kdor je bral članke včeraj na spletnih straneh, je to sam lahko prebral, se mogoče tega ni povezal. Iranci so ta račun pri Novi Ljubljanski banki odprli 12. decembra leta 2008. Mandat naše vlade se je končal nekaj dni prej in potem je nastopila Pahorjeva vlada in evo, stvari so stekle. S tem, da jaz ne trdim, da je to vlada počela, ker se mi zdi to neverjetno, ker ne vem, kdo bi se neposredno izpostavil temu mednarodnemu škandalu.
So pa seveda se počutili varno pod takšno vlado. Ne? To pa je, rekel, neposredno dejstvo. Torej, če še kdo doslej ni verjel, da so nam državo ukradli, ne si prebere te stvari, ki sem jaz zdaj v tem tretjem sklopu govoril in mu bo popolnoma jasno. Ko boste videli te imenske povezave, kdo, kje in kaj, potem, ne vem, no, verjamem, da vam tega ni treba razlagati, ne, ker več ali manj veste, kako se stvari gibljajo v Sloveniji, zato ste tudi danes tukaj, zato ste v Slovenski demokratski stranki, ampak uporabite te argumente in ta dejstvo, ko so ste pogovarjali z sosedi, ki pravijo, da je vse v redu, da se nič ne dogaja. Kdorkoli vam bo to rekel, ga vprašajte, kako je mogoče, da se milijardo ameriških dolarjev opere v največji državni slovenski banki, pa zato nihče ne odgovarja, zato se niti ne ve, kot da se to ni zgodilo. Če bo to pogledal in če bo še vedno trdo, da je vse v redu, potem za takega obstaja samo še, bom rekel, napotnica za neko posebno institucijo, ki zdravi. Torej, če ob naslednjih volitvah mi tega stanja ne presekamo, se vse to dogajalo še naprej. Država bo da imala za talca. Predstavljajte si, kako bo padel ugled Slovenije, ne? Kako pada ugled Slovenije zdaj, ko to pač ta zadeva prihaja ven. Moram pa reči resnici na ljubo, da tega ni prvo odkrila preiskovalna komisija v našem parlamentu. To so priželani Američani, ko so odkrili agenta iranske obveščevalne službe v ameriški mornarici in ugotovili, da so ga plačevali iz ene od slovenskih bank. To je pisalo lani v ameriškem časopisju. Slovenski mediji imajo tam svoje dopisnike, poročevalce, bogato so plačani, komentirajo vsak zapis Donalda Trumpa na socialnih omrežjih. Tega pa niso videli, ne? Tega pa niso videli. Če so zaradi česa tam, so zaradi tega, da poročajo o tem, kaj v tisti državi govorijo v zvezi s Slovenijo, ne? Zato so tam, ne? Zato jih plačujete, sej nacionalno televizijo vi plačujete, ne? To ni komercialna ustanova. Glejte, ne? Nič od tega, ne? Oni so tam zato, da o tem ne poročajo, ne? Se pravi, da vi ne zveste, kaj se tam dogaja. Ampak tam grejo preiskave naprej in samo ena pot je, no, da se ugled Slovenije tukaj zaščiti, to pa je, da se ta stvar razišče do konca, da odgovorni odgovarjajo. Ampak to se pod to oblastjo ne bo zgodilo. To se pod to oblastjo ne bo zgodilo. Včeraj sem bral na spletni strani izjavo policije, ki je rekla, da so to vse preiskali, da niso ugotovili, da bi bilo kaj narobe. Tako da vemo pač, kje smo. Se pravi, na naslednjih volitvah je potrebno dobiti dovolj glasov, da bo trdna vlada, ki bo s tem razčistila in opravila, ki bo preprečila kraje iz vaših žepov preko barabij, kot je aktualni zakon o drugem tiru, in ki bo tudi zaščitila mednarodni ugled Slovenije. Vendar se do takšnega rezultata ne bo prišlo zgolj takole, da se bomo izbrali, se bomo imeli fajn, malo nogomet igrali, kako pivo spili. To je vse potrebno in je rekel nujno, da se tudi sami med sabo družimo, da izmenjujemo informacije. Ampak naslednja faza je pa to, da grejo te informacije širše, da v svojem okolju delujemo na tem, da se bodo ljudem odpirale oči, da bodo šli na volitve.
Že stoletje velja pregovor, ki ga zadnje čase mi stalno ponavljamo, ki pravi, da slabo vlado izvolijo dobri ljudje, ki ne volijo. Slabo vlado ne izvolijo tisti, ki direktno glasuje za slabo vlado, če je volilna udeležba 50%. Slabo vlado izvolijo tisti dobri ljudje, ki ne gredo voliti. Marsikdo od njih celo misli, da s tem protestira proti stanju, v bistvu ga pa izglasuje. Samo dobršnemu delu teh dobrih ljudi, ki niso šli voliti, treba odpreti oči, ne zaslepljencem, z njimi ne zgubljate časa. Ampak dobrim ljudem, ki ne volijo, treba odpreti oči in bo rezultat bistveno drugačen in se bo vse to spremenilo. Seveda tudi s tem, ko gremo zdaj na upravno enoto in damo podpis proti temu zakonu za enojni tir za dvojno ceno, naredimo en pomemben korak za to, da smo bliže nekemu rezultatu, ki bo omogočil v Sloveniji pozitivne spremembe. Veliko dela nas čaka v prihodnje, danes pa izkoristimo ta dan še za nadaljevanje tega programa, ki je zelo kulturno bogat in pester, za druženje, za veselje in tudi za to, da zaploskamo tistim, ki ste bili najboljši na naših športnih igrah. Iskrene čestitke vsem skupaj. Hvala lepa, spoštovani predsednik. Dovoli, da povabim na oder Bernardo Mandres in predsednika odbora Duplek za eno malo skromno darilo strani Podravske regijske koordinacije. Zelo smo veseli in počaščeni, da ste se zelo za naš čas. Vate verjamemo in ti bomo sledili. A je tako? V korpi so kunguške dobrote, vino in upam, da se boš tudi na nas spomnil, ko boš kjerega spil, pa kako klobaso kunguški pesin narezal. Jaz bi samo pozdravil v naši sredini našega župana Mitjo. Prosim, če staneš, pa en aplavz, ker nam je mogoče vse te igre brez nekih problemov.